Poglejte, mislim, da ste v začetku rekel, da ste spraševali v zvezi s tem dogodkom tudi bivšega predsednika gospoda Kučana in pa seveda Zveze borcev. Kakšni so bili odgovori? Mavk je lep odgovor. To pomeni, da en določen del družbe verjame, da lahko molči. Čisto vzporeden dogodek je tudi, ko sem opozoril na to, da je znani gospod iz Preboja, Franc Evert Franta, zelo prostodušno napisal, da je prišel tehar, je selekciral etnike, se nobenemu ne zdi potrebno pojasniti, kako vidi to Frantin angažma. Potem Zdenko Rotar je zelo prostodušno, pa jaz moram reči, da je kar dobro odboska finta v knjigi Maske so padle napisal, da je čez eno leto po slovesnosti pod Krenom zvedel od enega pijanega partizanskega komandanta, da je streljal pri Macesnovi Gorici. Tukaj imamo en tak prijetno praktično antropologijo laži, ki je seveda nekomu uporabna in zelo uporabna celo, ampak ne bo prav dolgo zdržala. Tako da jaz bi rekel, da seveda, pogledajte, po drugi svetovni vojni približno 15.000 ali pol slovenske partizanske vojske je angažirano v tej morilski enoti, v korpusu narodne obrambe. Potem komandant te enote potem izjavi, da o tem ni nič vedel in se seveda zlaže. Mitja Ribičič na vprašanje, ali je zvedel, ali vedel, da ozna množično pobija, je seveda se zlagal. Kolega Jamnik je povsem jasno analiziral in odkril to poveljniško Titovo odgovornost za pobijanje za te povojne množične umore. V našem četrtem poročilu je povsem jasna linija Tito, Džilaš, Črnogorci. Že odprej vemo iz Kardeljeve depeše linijo Kardel, Kidrič in ostali. Ena zadnja odsvirka iz Beograjskega arhiva je Mačkovo poročilo, da se peljejo v Ljubljano z arhivom za čiščenje Ljubljane. Tako da tukaj ni, te pozicije, ki smo jih včasih imenovali zakon Mavka, so počasi postajajo težavne. Ne splača se molčati. Veliko več bi nam pomenil dialog, da bi se poskušali pomeniti, kaj se je kje dogajalo. Alenka, lahko to počakaš, da uradne novinarske osebe, če imajo kaj za vprašanje. Še kakšno vprašanje, če ne pa Alenka izvoli, prosim. Lepo prosim, Alenka Kuhar. Rada bi vedela, kje se hranijo te desetine kilogramov ostankov, ki so jih arheologi doslej izkopali in kdaj bodo razstavljeni ti predmeti. Domnevam, da se muzeji zanimajo za to, da bi naredili kakšno razstavo, da bi ljudje lahko prišli pogledati vse te svetinice in osebne predmete in čutare in kaj veste. Zgodba muzejskih predmetov je seveda ena od teh zgodb tega dialoga, ki teče s težavo. Ministrstvo za kulturo ima dve obrambni fronti, je postavilo. Ena fronta je, da muzeji ne smejo kar tako sprejemati teh predmetov, čeprav jih je že nekaj tisoč v muzejih. Prav tako je pač in smo podpisovali sporazum nekaj let. Jaz upam, da bodo zdaj kakšen muzej, da bo te stvari prevzel. Druga obrambna fronta je razglašanje lokacij prikritih morišč in grobišč za memorialno zgodovinsko kulturno dediščino, kjer se tudi nič ne dogaja. In to je velika kulturna sramota za Ministrstvo za kulturo. Ampak glede forme in teh predmetov je že dr. Košir povedal, da so skrbno popisani, so skrbno registrirani in ta hip komisija plačuje podjetje Augusta. Skratka, usluga je nega in varovanje predmetov v depoju, ki jo opravljajo. Ta dialog slovenske kulturne srednje se je tudi bile mogoče povedati, da je dr. Guštin le opozoril dr. Koširja, da se ne sme kar tako pisati o teh zadevah, da s tem arheologija izgubila nedolžnost. Tako da se lepo odpira. Jaz mislim, da se ta slovenski kulturni dialog tudi tukaj o teh vprašanjih odpira. Veste, tako bi rekel, pravzaprav ne splača se kaj dosti lagati. Zato smo mi četrtemu poročilu dali naslov Nemoč laži. Se žele vidi, da se ne splača.
Peter Brgan sem jaz. Na tole bi rad upozoril, jaz sem v pismih bralcev... Veste, kako je, gospod Brgan, gledajte, to je tiskovna konferenca, ne predavalnica, to, da vas takoj upozoril. Ne, samo to, hotel sem povedati, da ni zaenkrat šans, jaz sem direktno pismo Titu Celovšku poslal preko pisma bralcev dela, ampak odgovor je bil nepričakovan oziroma pričakovan. Skliceval se je, da so te stvari počeli. Gospod Brgan, sem vam rekel, ni treba predavati, vprašajte, če imate lahko kaj. Ne, vprašanja nima, samo gospodu sem hotel povedati. Da nima smisla, oziroma pač... Ima smislu, da ne. Hočem povedati, da ne zveš nič, če... Veste kaj, ogromno smo zvedeli, poslušajte, leta 90, ko smo začeli, se je obravnavali 60 grobišč, ta hip se jih obravnava 750. Vstopili smo pravzaprav v skrajne robove skrivnosti že. Kljub vsemu policija opravlja svojo funkcijo in tudi če je Ribičič je bil s falzifikatom rešene na naše kolegice, pa je kljub vsemu se zdaj natančno ve, da je pač bi mogel biti pravnomočno obsojen kot zločinca. To so vse stvari, o katerih se da pogovarjati. Bogomir. Bogomir Štefanič, družina. Naslednje leto se bo pač izkop nadaljeval z novim razpisom za najbolj izkop posmrtnih ostankov. A se že razmišlja, kam bodo šli ti posmrtni ostanki in ali si kaj objetate od identifikacijskih postopkov? Najbrž bo te lege skeletne v rovih bi mogoče zelo omogočene ugotoviti, kdo so ti ljudje v celoti, kam tista masa posmrtnih ostankov, pa najbrž tega ne bo omogočila na tak način. Kako je identifikacija pa pokop? No, slovenska rešitev je, da se vse desne gnezdice se hranijo v depo Nacionalnega forenzičnega laboratorija policije v Škofji Loki, kjer čakajo prvič ali bo se znanost toliko razvila, da se bo dali stvari delati na en drug način, kot se zdaj, ampak treba je le vedeti, da mi tudi pri teh najbolj občutljivih lokacijah sorodnikov nimamo. Krimska jama, ki je pravzaprav najbolj zloglasno medvojno morišče, recimo je medvojni Kočevski rok, tam se je pokazalo, da je struktura žrtev bistveno drugačna, kot so bile legende, ki so bile na jamo obešene. Jaz bi tam, tako moja hipoteza zmerom bolj je, da je pač bila v Krimski jami pobita še ena romska skupina, ker je preprosto antropološko nemogoče, da bi iz slovenske vasi izginila noseča dekle in da ne bi to ostalo v vaški tradiciji. Ampak družine so v glavnem neme. Mi imamo, recimo, Koželj pri Velenju 51 domačinov, se zanima ena gospa in mogoče en človek, ki ni nakazal. Križ pri Cerknem, čez 30 mrtvih, eno zanimanje. To so realnosti tega stanja družine. Teh mrtvih so bile zaradi diskriminacije, segregacije, stigmatizacije in ostalih nadleg skozi ves čas druge Jugoslavije, pač preprosto sterorizirane v to, da svoje mrtve večinoma pozabijo. Ampak ta rešitev se pravi, da so vzorci za analizo DNK-ja na razpolago, je tisto, kar bo mogoče v prihodnosti pa dal kakšne odgovore. Pokopno mesto mogoče. Pokopno mesto je, zdaj ta hip, letos je v sporazumu med Mestno občino Ljubljano in Vlado Republike Slovenije za skupne akcije določeno pogrebno polje v Ljubljani za te žrtve in pač tudi tukaj zanimanjem čakamo na rešitev. Zdaj imamo vprašanje, kaj je s Koščevim breznom nad Gornjim Igom? Ne sodi v to tiskovno konferenco, bo v programu za leto 2020. Bo Andrej pripravljal vsa izhodišča in za Koščevo in še za ena brezna tam okrog. Še kdo? Ja, jaz bi vam tako rekel. Gospod Dežan, mogoče samo še nekaj. Zdaj, zapisali ste v sporočilu za javnost, da se ocenjuje, po spominu govorim, okrog 1500 žrtov ne bi bilo v tej najnovejši jami, ali je zdaj ta številka kaj drugačna mogoče?
Poglejte, mi imamo tukaj tisto neznanko, da ne vemo, to, kar je že Andrej opozoril, a je še ena jama, kjer bi morda morali Slovenci ali ni. Glede na strukturo teh predmetov v Debriških livadah, Urošnic kljub vsemu so predvsem srbsko-črnogorski. Nam se lahko zgodi, da se je postavilo glavno vprašanje, ki ga je Simo Djubajč je postavil trditev mojih 13.000 Hrvata. Če so pod krenom Srbi in Črnogorci, so mogoče v šivih jamah Hrvatije. Številka 1500 preprosto izhaja iz baze podatkov Inštituta za novejšo zgodovino, kjer je kot kraj smrti naveden za Slovence Kočevski Rog. To je konzervativna minimalna številka. Volumen dogajanja, ki ga poznamo, je, da je največje uničevalno koncentracijsko taborišče za Slovence vseh časov in vseh režimov je Šentvid nad Ljubljano, kjer v Šentvidu nad Ljubljano ob tem kontingentu nekaj tisoč, ki pride iz Vetrinja, je nabrana tukaj večina te, verjetno domnevamo, večina dolenjske skupine in v Šentvidu je pač 18. maja že več kot 20.000 ljudi in do konca maja je verjetno res več kot 30.000. Se pravi, vemo za pomor teh 800.000 ljudi v Brezarjevem Breznu, potem je pa tisto, kar je bilo za pobit, in če vzamemo bivše domobrance ali pa to Slovensko narodno vojsko, je verjetno šlo proti Rogu nekaj tisoč ljudi. Ker iz Šentvida pride tistih nekaj 100 mladoletnih, pa mogoče še kakšen, če ga je slučajno kdo rešil. Ampak ta 1500 je tist, recimo ena taka baza, kjer se da ugotavljati je zakon v arhivu Komisije za izvajanje zakonov o popravi krivic, ljudje, ki prijavljajo za odškodnino po svojem umorjenem, pač napišejo zadnjič viden v Šentvidu, razglašen za mrtvega tako, da ga je kdo videl v Šentvidu, zadnjič viden. Več nimamo, ampak 1500 je število, ki je približno Rogu pripisano, se pravi, lahko se pa vleče, lahko se pa podvoji. Ampak to so vse stvari, ki čakajo. Ampak ker so vprašanja postavljena, bodo odgovori prišli. To je taka znanost enostavna. Še kakšno vprašanje? Tako, jaz upam, da bomo, se pravi, jaz bi želel, da bi mi bomo jutri dali eno izjavo za javnost, kjer bomo gospoda Šarcele vprašali, kakšne načrte ima vlada s komisijo, ker ne bi želeli, da nas na nekaj področjih tako dušijo kot do zdaj. In upam, da se v naslednjem letu srečamo z nekaj več odgovori na ta vprašanja, ki ste jih postavili. Hvala lepa. Mogoče sem še eno pozoril za morebitne obiskovalce, ko prihaja takšen čas, 1. novembra. Jama je izredno nevarna, sicer je zavarovana, ampak res prosimo, da se ne hodi na samo območje jame. Mislim, da je tudi policija tista, ki to tudi preprečuje, da se ne bi še komu kaj zgodilo. Skratka, ne smejo odmikati teh zapor, ki so, ne? Se pravi, če prav razumem, bo potem varovana fizično tudi ta jama? Ne, to ne cel čas. Ampak samo, če se pač nekoga vidi, ker vidim, da grejo ljudje preko mreže zaradi zaščite ostankov in pa tudi zaradi same varnosti teh obiskovalcev, res naj ne hodijo čez mrežo. Tako. Nič, kaj mu rekel, mir našim mrtvim in nam tudi. Srečno.